Pozdravljeni! V današnji že 96. oddaji Aktualno na GFML vam bomo predstavili nekaj uvodnih dogodkov, s katerimi smo zaključili staro in stopili v novo leto 2021. Žal nam novo leto ni prineslo vrnitve v šolo, ki jo zdaj že zelo pogrešamo, a smo kljub temu ostali aktivni in ustvarjalni. Pred devetošolci je odločitev, kje bodo nadaljevali svojo šolsko pot. Kaj jim ponujamo na naši šoli, sledi v nadaljevanju. Spoštovani učenci, starši, učitelji, lepo pozdravljeni iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutove. Moje ime je Čuš Franc, sem učitelj zgodovine in geografije, hkrati pa opravljam tudi naloge pomočnika ravnatelja. Z mano je kolegica Liljana Vediga, svetovalna delavka na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutove. Pozdravljeni. Danes vas želimo nagovoriti in predstaviti izobraževalne programe, ki jih izvajamo na naši šoli. Na gimnaziji Franca Miklošiča izvajamo 3 izobraževalne programe. To so program Splošna gimnazija, program Umetniške gimnazije, smer film in gledališče in pa srednješolski strokovni program, to je pomočnik vzgojitelja. Najprej vam bom pomagal odgovoriti na vprašanje, zakaj se vpisati v splošno gimnazijo. Splošna gimnazija je 4-letni splošno izobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo in odpira vrata na vse želene fakultete pri nas v Sloveniji, ob določenih pogojih pa tudi na marsikatero univerzo v tujini. Ta program je namenjen predvsem tistim, ki ob zaključku osnovne šole že veste, da boste po zaključku srednje šole nadaljevali s študijem. Splošna gimnazija je, kar se tiče predmetnika, najbolj podobna osnovnošolskemu programu. V nobenem srednješolskem programu ne boste imeli možnosti učenja se toliko slovenščine, matematike, naravoslovnih predmetov, družboslovnih predmetov, umetnosti, učenja tujih jezikov, torej vsega tistega, kar sedaj poznate že v osnovni šoli, boste s tem nadaljevali tudi v srednji šoli. Temu programu je zelo podoben tudi program Umetniške gimnazije. V Sloveniji imamo več tipov Umetniške gimnazije. Na naši šoli 4 leta izvajamo program Umetniške gimnazije smer gledališče in pa film. Tako kot program Splošne gimnazije se tudi ta program zaključi s splošno maturo in omogoča vpis na katerokoli univerzo oziroma študijsko smer v Sloveniji. V primerjavi s splošno gimnazijo dijaki imajo enak obseg slovenščine, matematike, možnosti učenja 2 tujih jezikov, tako kot v splošni gimnaziji. Imajo nekoliko manj naravoslovja in pa družboslovja, po drugi strani pa imajo veliko umetniških vsebin z področja gledališča in pa filma. Še posebej dodano vrednost predstavljajo filmske in gledališke delavnice, katere izvajajo naši učitelji, ki so uspeli tudi na področju gledališča in pa filma, ter jih poznamo tudi iz gledaliških odrov in pa televizijskih ekranov. Srednji strokovni program predšolska vzgoja je program, ki je pisan na kožo predvsem tistim učencem osnovne šole, ki bi si želeli v srednjem izobraževanju nekoliko več ustvarjalnosti. In pa hkrati po 4 letih uspešno zaključenega srednješolskega izobraževanja pridobiti tudi poklic. Ob poklicu pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok vsi naši dijaki lahko pridobijo seveda tudi vstopnico na visokošolske in višješolske študijske programe. Ob nekaterih prilagoditvah oziroma ob vključitvi 5. predmeta pri splošni maturi pa potem lahko študirajo tudi nekatere univerzitetne študijske programe. Torej, ta program omogoča poklic, hkrati tudi študij in pa veliko ustvarjalnosti, veliko pa predvsem tudi praktičnega dela od 1. letnika do 4. letnika, resničnega v vrtcu z otroki. Na GFML vedno gledamo naprej. V prihodnjem šolskem letu načrtujemo vpis v nov srednješolski strokovni program medijski tehnik. Tako kot program predšolska vzgoja se tudi ta program zaključi po 4 letih s poklicno maturo. Dijak pridobi poklic medijski tehnik in se lahko zaposli oziroma nadaljuje z izobraževanjem na določenih študijskih smerih.
Nekaj namigov za zaposlitev. Zaposliš se lahko v podjetjih z področja grafičnih, spletnih, medijskih in audiovizualnih komunikacij, kot so oblikovalski studiji, podjetja za izdelavo multimedijskih portalov in spletnih strani, podjetja za izdelavo animacije, založbe, tiskarne, radijske in televizijske hiše, ter še seveda številne druge možnosti. V prihodnje se bo od zaposlenih predvsem pričakovala digitalna pismenost in sposobnost kreativnega razmišljanja. Po našem prepričanju program medijskih tehnik ponuja prav to. Kot sami opažate, ima moč medijev, oglaševanje, audio in vizualne predstavitve vedno večji vpliv na naš vsakdan. Zakaj ga ne bi tudi sami kreirali? Zakaj smo nekoliko mi seveda drugačni od drugih? Odgovorila bi vam z nekaj tezami. Prva taka stvar je, da ponujamo našim dijakom zelo pestro izbiro izbirnih predmetov. Od tega, da se lahko dijaki na naši šoli učijo zelo različnih tujih jezikov, naprimer kot je francoščina, španščina, ruščina, angleščina, nemščina, v preteklosti smo imeli tudi latinščino in pa kitajščino, do tega, da se lahko dijaki iz nekaterih izmed teh pripravljajo tudi na jezikovne diplome, kot je naprimer DSD diploma ali pa kot je naprimer priprava na francosko ali pa špansko jezikovno diplomo. Dijakom ponujamo tudi druge izbirne predmete na področju naravoslovnega raziskovanja, na področju debate v slovenščini in pa tujih jezikih ali pa na področju umetniškega ustvarjanja, gledališkega, likovnega, filmskega, kakršnega koli. Od drugega letnika naprej se dijaki lahko odločijo tudi, ali bodo poslušali matematiko in tuji jezik na osnovni ali pa nekoliko višje poudarjeni ravni. Dijakom to pride prav predvsem pri izbiri študija, kjer naprimer tisti dijaki, ki so izbrali matematiko, to potem seveda uporabljajo tudi pri naravoslovnih študijskih predmetih. Dijakom ponujamo tudi možnost, predvsem na predšolski vzgoji, opravljati prakso v tujini. V preteklosti smo se z dijaki opravili na prakso v Anglijo in pa na praksi v Nemčijo, v prihodnosti pa nas čaka še ves svet praktičnega izobraževanja v vrtcih. Dijakom ponujamo tudi obvezne ekskurzije, ki so za vse dijake brezplačne. Namreč pri nas razlikujemo obvezne ekskurzije in pa izbirne, tiste pa se potem dijaki sami lahko izberejo. Bodi se potujejo v Prago, Berlin, London, Pariz, Amsterdam ali pa Bruselj ali pa kam drugam. Marsikateri dijak, ki je v preteklosti obiskoval našo šolo, si šole ni zapomnil samo po pouku obveznih predmetov, ampak predvsem po obšolskih dejavnostih. Namreč naša šola slovi po tem, da našim dijakom ponujamo številne dejavnosti, ki niso obvezni del pouka, ampak pomenijo dodatno ponudbo in pa predvsem dijakom prinašajo nova znanja in izkušnje, ki jih ni moč pridobiti samo v učilnici oziroma iz knjig. Tako na šoli ponujamo številne dejavnosti z področja športa, tekmovanj, iz znanja, potem iz področja umetnosti, kulture, znanosti. Naši dijaki velikokrat zapustijo šolske klopi in se odpravijo izven šole na teren, ali je to v obliki projektnih dni ali pa v obliki najrazličnejših ekskurzij v Sloveniji ali pa tudi v tujini. Naši dijaki so tudi znani po tem, da so zelo dobri na področju raziskovanja in pa na področju številnih tekmovanj iz znanj, pa je to iz poznavanja jezikov, potem naravoslovja, matematike, družboslovja, športa ali pa umetnosti. Sodelujejo poleg tega, da na različnih tekmovanjih, tudi na različnih natečajih, srečanjih in tako dalje. Potem na šoli našim dijakom omogočamo, da tudi sami kreirajo novice in informacije, ki se širijo v javnosti v naši šoli. Tako terensko na šoli snemamo radijsko oddajo, ki je potem predvajana na lokalnih radijskih postajah, to je Glas GFML. Mesečno predvajamo televizijsko oddajo, aktualno na GFML, potem izdajamo družbeno-kritični časopis Reflektor. Naši dijaki imajo možnost sodelovanja, nastopanja na različnih javnih prireditvah ali v organizaciji naše šole, kakor tudi lokalnih skupnosti, s katerih prihajajo naši dijaki. Potem sodelujejo na najrazličnejših prireditvah, ki so namenjeni našim dijakom, kakor tudi zunanjim obiskovalcem. Številne tudi organiziramo za učence osnovnih šol,
ki prihajajo iz našega šolskega okoliša. Preden se boste dokončno odločili za vpis v srednjo šolo, pa morda še nekaj informacij, ki vam bodo pri tem pomagale. Če pogledate tole sliko, kaj je lepšega kot videti obilico nasmejanih, lepo oblečenih in urejenih mladih mož in deklet, ki se zavrtijo v ritmu plesne glasbe in s tem nekako nakažejo, da se njihova matura in pa njihov zaključek srednje šole približuje koncu. Morda da se boste lažje odločili, kot sem povedala, še nekaj ključnih informacij. Kot šola vam omogočimo, da potujete po svetu preko Erasmus projektov. Vključujemo se namreč v raznorazne izmenjave z tujino in omogočamo tako dijakom, da pridobivajo različne izkušnje z tega področja. Šola kot sama omogoča dijakom medvrstniško druženje. Bodi se preko tutorstva, medvrstniške pomoči, preko dijaške sobe, kjer se dijaki lahko zadržujejo, družijo v svojem prostem času, ali pa preko tega, da lahko poklepetajo ob malici, ki pri nas traja 35 minut v naši jedilnici šolski, ali pa se podružijo v ostalih naših šolskih prostorih. Dijakom omogočamo na šoli tudi napredno učno tehnologijo, ki jo lahko uporabljajo v času šolanja na naši šoli in pa seveda, ki nam omogočajo, da je naš učni proces zelo visoko kakovosten. Med drugim, seveda, kot se rekla malica, druga taka pomembna stvar pa so tudi prevozi, ki so zelo dobro usklajeni in pa dobro urejeni, prilagojeni našemu urniku, kajti naša prva učna ura se začne 7 in 10 minut in potem naša zadnja ura se zaključi 13 in 45. Prevozi jih čakajo in dijaki so v dobre pol ure do maksimalno 1 ure že doma. Kot take bi še tukaj poudarila, da se lahko dijaki na naši šoli izposodijo tudi z učbeniškega sklada gradiva in pa da jim omogočimo tudi lažji nakup učnih gradiv preko založbe. Spoštovani učenci in učitelji, kolikor ste ugotovili, da je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer tista srednja šola, v kateri želite preživeti naslednja 4 leta, vabljeni, da se vpišete na našo šolo. Tisti, ki v tem trenutku še ne veste, kam po osnovni šoli, vas vabim, da več informacij poiščete na naši spletni strani www.gfml.si. Prav tako vse vabimo na informativna dneva, ki bosta v petek 12. februarja ob 9. in 15. uri oziroma soboto 13. februarja ob 9. uri. Letos bodo informativni dnevi potekali žal v drugačni obliki.
Živo se jim boste lahko priključili ob določenih urah preko naše spletne strani www.gfml.si, kjer boste sledili nadaljnjim navodilom. S Francijem zelo upamo, da se potem naslednje leto vidimo v vpisu, kajti takrat boste prvo naleteli name in kasneje septembra naprej z vašimi učitelji v veselo šolsko leto. Hvala za vašo pozornost in se vidimo. Vidimo se jeseni. Skrb za zdravje je sedaj, ko večino dneva preživimo za računalnikom, še pomembnejše. V gibanju nam je v sklopu projekta Zdrava šola zanimiv video pripravila profesorica športne vzgoje dr. Saša Vrbnjak. Le kdo bi si mislil, da vas bomo tudi športni pedagogi nagovarjali preko spleta ali pa vam dajali navodila preko spletnih učilnic in izvajali vadbo v živo preko videokonferenc. Verjamem, da nihče od nas. Ampak šole in s tem športne dvorane so zaprte, igranje na zunanjih igriščih je prepovedano, večina treningov prav tako odpovedanih. Ampak to nas naj ne zaustavi, ker gibanje v času epidemije je še toliko bolj pomembno. In kar športni pedagogi ponavljamo nenehno, tako v šoli kot tudi sedaj, je to, da se moramo vedno znova zavedati pomembnosti gibanja. Gibanje je naša osnovna, primarna potreba. Vpliva tako na fizično kot psihično stanje človeka. Zmanjšuje tveganje za kroničnimi boleznimi in drugimi bolezenskimi stanji, izboljšuje telesne funkcije, preventivno deluje na ohranjanje telesne mase in preprečuje pojavnost debelosti, krepi imunski sistem in, kar je v tem času zelo pomembno, zmanjšuje možnost za obolenje za virusnimi okužbami. Telesna vadba nas bo prav tako okrepila v borbi proti stresu, nas naredila bolj optimistične, manj depresivne, izboljšala nam bo tako kratkoročni kot dolgoročni spomin, našo pozornost in s tem večjo učinkovitost pri učenju. Prav tako vpliva na boljši spanec, počutje in izboljša upravljanje vsakodnevnih delovnih obveznosti. Kakšne posledice pri otroku pusti omejitev gibanja, kaže podatek iz prvega vala epidemije. Ta omejitev je namreč povzročila največji upad gibalne učinkovitosti slovenskih otrok v zgodovini in pri tem gre kar za 30 let merjenja telesnih značilnosti in motoričnih sposobnosti učencev in dijakov. Po dvomesečnem omejevanju je splošna gibalna učinkovitost pri povprečnem slovenskem otroku upadla za več kot 13% in kar za 20% se je povečala debelost in pri polovici otrok se je povečal delež podkožnega maščevja. Res, da se večina teh podatkov nanaša na osnovnošolske otroke, ampak strokovnjaki predvidevajo, da je slika za vas, srednješolce, še nekoliko bolj slabša, saj ste se šolali na daljavo še nekaj časa dlje. Nazorno je upad gibalne učinkovitosti s kolesarjenjem primerjal in prikazal profesor Starc z Ljubljanske fakultete za šport. Dejal je, če bi Tadej Pogačar izgubil toliko vzdržljivosti v 2 mesecih, kot so jo otroci pri omejevanju gibanja, potem bi za zadnjim tekmovalcem zaostal kar 7 ur. In ko spremljamo kolesarstvo, še posebej v tem letu si lahko predstavljamo, kaj pomeni 7 ur zaostanka za zadnjim tekmovalcem. Športni pedagogi se zavedamo, da je za večino vas, dijakov, prav športna vzgoja bila in še vedno je edini način ukvarjanja s športom. Zato je nujno potrebno, da vzdržujete vsaj to količino gibanja na teden. To pomeni, da ko skupaj izvajamo vadbo preko videokonferenc in spletnih učilnic, skoraj zadovoljimo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Ta priporoča vsaj 150 minut zmerno intenzivne vadbe ali 75 minut visoko intenzivne vadbe na teden. Telesna aktivnost pa naj zajema tek, kolesarjenje, nordijsko hojo, hojo navkreber, vaje za moč in razne dinamične igre. Pri šolanju na daljavo veliko časa presedite.
Zato priporočam, da pri svojem delu večkrat opravite tako imenovano gibalno minuto oziroma gibalni odmor. Takrat vstanite od delovne mize, prezračite prostor, se raztegnete, napravite nekaj razteznih vaj. Te vaje so lahko oziroma naj bodo tudi dinamične. Lahko napravimo nekaj počepov, krepilnih vaj, poskokov. Na koncu še popijemo nekaj vode in tako smo pripravljeni za nadaljnje delo za šolo. Sama eno večjih težav pri šolanju nadaljavo vidim v intenzivnosti vadbe. Vadba v šoli in doma je sicer časovno enako opredeljena, vendar pa se kažejo velike razlike v intenzivnosti vadbe. Vadba v šoli je skrbno načrtovana, vodena strani učitelja, nadzorovana, gre za direkten stik med učiteljem in pa dijaki. Znotraj vsega tega je prav tako oziroma je poudarek na intenzivnosti. Zato so razlike med vadbo doma in pa vadbo v šoli toliko večje. Zato tudi naprimer hoja ali sprehod z družino nikakor ne more zadovoljiti vaših gibalnih potreb mladostnika. Takšno gibanje je primerno naprimer za starejše ljudi, za upokojence ali pa za tiste z zdravstvenimi ali kakimi drugimi gibalnimi težavami. Mladostniki vsekakor potrebujete intenzivnejše gibanje, če želite neke spremembe v telesu. Sprehod z družino najboljšen kot nek dodatek vsemu temu. Priporočamo, da ste gibalno aktivni vsak dan. Aktivnost naj traja vsaj 30 minut, pa tja do 1 ure, odvisno od intenzivnosti vadbe, ki naj bo zmerna do visoka. Aerobno vadbo izvajate vsaj 3-krat tedensko, vanjo pa lahko vključite vaje za moč, vaje atletske abecede, različne poskoke, dinamične vaje. Za tiste, ki ste mogoče nekoliko manj gibalno pripravljeni, predlagamo intervalno vadbo. To je kombinacija hoje in teka, pri čemer naprimer vedno bolj povečujemo čas teka in zmanjšujemo čas hoje. Vsaj 3-krat tedensko naj bi tudi izvajali telesno dejavnost večje intenzivnosti, kot so naprimer hitrejši tek ali kolesarjenje navkreber, vadbo za moč visoke intenzivnosti. Poleg vsega tega pa ne pozabite na vaje, s katerimi ohranjamo gibljivost vseh mišičnih skupin. Kaj pomeni zmerna intenzivnost? Tak preprost pokazatelj za človeka je ta, da se preznoji in globoko diha v času aktivnosti. Če imate pametne ure, seveda lahko z njimi nadzirate svoj srčni utrip, pri tem naj se le-ta giblje nekje med 65 do 80% vašega maksimalnega srčnega utripa. Vadite lahko zunaj, na svežem zraku, v naravi, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Ne pozabite se predhodno dobro ogreti, na koncu pa seveda opraviti raztezne vaje. Danes je čudovit sončen dan, vendar vas naj v prihodnje slabše vreme ali nižje temperature ne odvrnejo od telesne aktivnosti. Primerno se je potrebno obleči, tukaj priporočam, da se oblečete večslojno, poskrbite za ustrezno obutev,
Po končani vadbi pa seveda poskrbite za suha in pa topla oblačila. Bodite aktivni in ostanite zdravi. Kot zadnji utrinek pa še 10. zadnje poglavje v rubriki Gočimo Prleško. Bogdaj, dober dan. Opet je mesec naokoli, pa pol tu oddaja Gočimo Prleško. Ampak nažalost zadnja. Še vedno je med nami korona, tako smo opet pripravili eno oddajo nadaljavo. Upam, da ste se zabavali. Gimnazija z nama puno naših prleških dijakov. Malo bomo gočili o tem, kako gočijo tam, ki živijo, ker v Prlekiji imamo namreč fejst puno različnih govorov. Lahko se zgodi, ko že v sosednjih vesih gočijo drugače. Pozdravljeni vsi skupaj. Se nam prosim najprej predstavite. Jaz sem Ana, pa sem iz Križevec. Jaz sem Tija in sem z Ormoža. Jaz sem Živa in sem Svena. Jaz sem Ana in sem z Mote. Jaz sem Miha, pa sem z Mikloša pri Ormožu. Jaz sem Nika Jurkovič, občina, v kateri sem pa doma, se imenuje Sveti Ribčovnice. Jaz sem Katja, pa sem z Veržeja. Jaz sem Monika, živim v Sosci, to je v Tomašovski občini, ne leži pa mi je leden reči, da je tu nekaj na sredini med Lotmerkom, Ormožom pa Ptujem. Jaz sem Nika iz središča ob Dravi, tako po domače sem Serjanka. Jaz sem Neja Horvatič, doma pa sem v Ravoslavcih. Jaz sem Vanessa, pa sem doma z Razkrža. Jaz sem Hana, pa sem z Lotmerka. Jaz sem Zarja, doma pa sem v Prisavi, to je 5 km od Lotmerka. Wow, kakšne jezike se gočimo v Prlekiji. Tak smo, kak dan pa noč. Kakšne pa so kaj tradicionalne besede v vašem kraju? Špajzo, to je po slovensko shramba. Navodno je poleg kuhja, tako povemo, idi mi v špajzo po mleko. Puno ljudi ne ve, kaj pomeni spomijati se, kar me je presenetilo, pomeni pa pogovarjati se. Pri nas pa ponekrat rečemo čehok, kak po slovensko knjižno je to fant ali pač deček, zavol našega društva Cvenskih Čehov Kadikvin. Meni pa je zanimiva beseda šetrge, ki pa pomeni samokolnica. Meni je zanimiva beseda lintvor, zato ker mi to dostikrat rečemo, ker boje legenda, ker pod Miklošom spijen lintvor, to pa pomeni zmaj. Meni se zelo dopodne beseda drjezgate, kar pomeni sitnorite. Naprimer, kaj mi tak drjezgaš zdaj celi cajt? Tuliga, to je tudi samokolnica. Meni najbolj smešna beseda tu okolik pa je zvora, kaj pomeni mleko. Ena takša beseda, ki mi na misel pride, je cintor. To je pa pokopališče, to največkrat babica uporablja. Mene je presenetilo, ko puno ljudi tu okolik ne ve, kaj pomeni beseda pučel. V knjižni slovenščini tam rečemo sod. Jaz pa bi na primer rekla besedo predvsem pretavi. Da to povem, dosta ljudi ne razume, kaj zdaj jaz ten mislim. To pa v bistvu pomeni podobno kak špurovi ali pa izbirčene. Rečemo na primer, joj, kak si ti predvsem pretavi. Jaz pa bi omenila besedo pikcajk, ki pa pomeni vulkanizer oziroma pač tisti, ki ti mejo gume. Jaz pa bi omenila besedo nohež. Nohež je v slovenščini podstrešje. Totih enih besed pa sploh poznala nisem. Mogli bi uvesti kakšen faks, ko bi bil po poklici prevajalec slovenščine v prleščino. Te bi jaz ziher šla tu študirati. Tu bi nam zdaj tako vredi prav prišlo k naslednji nalogi, kaj bomo imeli, ker bomo slovenščine prevajali v prleščino. Nogavice. To mi povemo zokle. Mi rečemo zokne. Mi tudi rečemo zokle. Mi pa tam rečemo zokle ali pa fuzekle. Mi tam rečemo tudi zokle. Mi tam rečemo štumfe ali pa tudi zokle. Mi tam rečemo tudi zokle, starejši ljudje pa včasih tam gočijo tudi štumfe. Pri nas pa rečemo tudi zokne. Mi rečemo vse od štumfe, zokne, zokle, glavno kaj te razmi, kaj misliš? Mi tudi tam rečemo zokle. Mi pa tam rečemo zoklene. Mi tam rečemo fuzetelne. Mi tam rečemo zokle. Naslednja beseda je fižolova juha. Fižolova župa. Mi bi tudi rekli fižolova župa. Mi bi tam rekli fižolovca. Mi bi tam tudi rekli fižolova župa. Mi bi tudi rekli, ka gremo jesti fižolovo župo. Mi pa bi rekli, ka gremo jesti grahečevo župo.
Mi temu tudi rečemo fižolovo župo. Mi rečemo, ko gremo jesti fižolovo župo. Mi temu tudi rečemo fižolova župa. Mi temu rečemo fižolovo župo. Mi pa temu rečemo grohovico. Mi fižolovi juhi rečemo fižolovica. Mi fižolovi juhi rečemo fižolova župa. Naslednja beseda pa je vrata. Odpri mi dvere. Mi bi rekli odpri mi vrata. Mi bi tam rekli dvere. No, jaz pa bi rekla vrata ali pa dvere. Pri nas bi tudi rekli vrata, pa mogoče kdaj dvere. Pri nas pa gočimo bolj dvere, kak vrata. Pri nas pa včasih rečemo dveri ali pa vrata tudi. Pri nas rečemo vrata, pa to ti ofest poudarimo, teke se resen čuje. Mi tudi pri vrotih poudarimo o, take isto. Mi vratam doma rečemo vrata ali pa dvere. Mi pa večinokrat tomu rečemo vrata, torej poudarimo o, ker imamo pri nas ves poudarke, ko vse tako naglašujemo. Na primer, rekel bi, odpri mi vrata. Mi pa pri nas z vratom rečemo dveri. Naslednja beseda je gugalnica. Pri nas se tam pravi huckanca. Pri nas bi lahko rekli tudi huckalica. Pri nas bi tam rekli huckanca. Mi bi tudi rekli huckanca. Mi pa bi rekli hucko. Mi pa bolje gočimo gugalnica. Mi pa tam tudi rečemo huckanca. Mi pa rečemo zibelka. Mi temu tudi rečemo hucka. Mi temu rečemo huckanca. Mi temu rečemo huckanica, starejši ljudje pa rečejo tudi huckovka. Mi pa gugalnici rečemo huckanica. Mi pa uporabljamo gugalnica ali pa huckanca. Zadnja beseda pa še je kumare. Pri nas tam rečemo murke, ko vložene ali pa ko ješ murke. Mi tudi rečemo murke. Mi bi tam tudi rekli murke. Mi tam tudi rečemo murke. Mi tudi rečemo murki, naprimer, no večinoma rečemo pocani murki, ki so vloženi. Mi rečemo lahko tudi murke, lahko pa tudi gurke. Mi tam rečemo murke. Mi temu rečemo murke, vsi pa vemo, ker so najboljši pocani. Mi temu rečemo murke. Mi temu rečemo murke. Tudi mi temu rečemo murke. Mi kumaram rečemo murke. Mi tudi uporabljamo besedo murki. Za na konec pa še ena zelo zabavna igrica, ko bomo prevajali kar cele stavke. Ko sem stopil skozi vrata, je bilo na mizi kosilo. Kdaj sem stopila skozi vrata, je na mizi bilo kosilo. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bilo na mizi kosilo. Kdaj sem stopila skozi dveri, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je na mizi bilo kosilo. Kdaj sem stopil skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem vstopila skozi dvere, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi dvere, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi dvere, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Naslednji stavek je: včeraj ni bilo graha v trgovini. Včeraj je ništa cene graheca bilo. Včeraj v trgovini ne bilo graha. Mi tudi rečemo, ko včeraj v trgovini ne je bilo graha. Včeraj v trgovini ne je bilo graha. Včeraj v štacuni ne je bilo graha. Včeraj ni bilo v štacuni graha. Včeraj v trgovini ne ga bilo graha. Včeraj v štacuni ni bilo graha. Včeraj ni bilo v trgovini gravšiča. Včeraj ni bilo graha v štacuni. Včeraj v trgovini ni bilo graha. Danes sem se na podstrešju pogovarjal s sosedom, koliko denarja še imam v denarnici. Gdaj sem si na podstrešju s sosedom guča keko panas še mon v privtošle. Gdaj sem se s sosedom na podstrešju spominjala keko panazov manj še v denarnici. Gdaj sem se na podstrešju pogovarjala s sosedom keko panas še mon v privtošle. Gdaj sem se na nohiži s sosedom pogovarjala keko panas manj še v privtošle. Gdaj sem se na nohiži s sosedom spominjal keko panas še mon v privtošle. Gdaj sem na podstrešju gučala s sosedom keko panas manj v privtošle. Gdaj sem se s sosedom na podstrešju gučala keko panas še mon v privtošle. Gdaj sem gučala na podstrešju s sosedom keko pene še mon v denarnici. Gdaj sem se na podstrešju s sosedom spominjala keko panazov še mon v privtošle. Gdaj na podstrešju smo se z sosedom gučala keko panas še mon v privtošle. Danes sem se sosedom na noža spominjal, koliko panas še mon v bankaši ali pa privtošljene. Gdaj sem se na nohiši pogučovala s sosedom, koliko panas še mon v privtošle.
Dnes sem se s sosedom na Nohiši pogovarjala, kako penešemo vprek tošle. Včeraj nas je bilo veliko na pokopališču, ampak ko je prišel veter, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na pokopališču, te pa kdaj je prišel veter, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na cintorju, samo te kdaj je prišel veter, smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo dosta na Brutivi, samo kdaj je veter zafudnil, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na Brutivi, samo kdaj je prišel veter, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na cintorju, samo kdaj začne veter pihati, so vsi vyšli. Včeraj nas je bilo dosti na Britovi, tako kdaj je veter fudno, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na Brutivi, kdaj pa je prišel veter, pa smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo dosta na cintorju, samo kdaj je veter puhnil, smo vsi vyšli. Včeraj nas je bilo dosti na Brutivi, kdaj pa je prišel veter, te pa smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo čudo na cintorju, te pa da je veter došel, smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo dosti na Brutivi, samo da je veter pričal, smo se vsi razbežali. No, pa smo prišli na konec zodje oddaje. Lepo se zahvaljujemo vsem našim prlekom, ki so sodelovali. Upamo, da ste se zabavali tak fejs, kak midve. A ja, misliš, kak te, ko smo po pomoti zbrisali celo oddajo? Ali pa te, ko smo šli na turistično kmetijo, pa ne... Ne treba je vsega znati. Zdaj pa res moramo zaključiti. Hvala, da ste naj dve gledali. Adijo, Gočimo Prleško! In za konec še vabilo. Dijaki GFML-ja za vse zainteresirane pripravljamo informativna dneva, ki bosta 12. in 13. februarja na naši spletni strani. Vljudno vabljeni, ostanite zdravi in nasvidenje!